Živijo, v tem videu bom govoril o disociaciji in zamrznitvi v komunikaciji in o tem, kako se povezuje to z našimi travmami oziroma travmatskimi odzivi in pa z morebitnim pobegom v duhovne prakse in duhovne razsežnosti. Moje ime je Javor, sem mednarodni certificiran trener globalnega pristopa nenasilne komunikacije in z vami delim te vsebine v upanju, da vam bodo v doprinos. Ta videoposnetek je zgolj informativne narave, jaz nisem noben ekspert za travme. Če se najprej dotaknem disociacije, pojava disociacije, tukaj bi delil svoje izkušnje in pa tle sem v zadnjem času zelo navdušen nad delom Petra Levina, tisti, ki ga poznate. On je v bistvu ekspert za travme, napisal tudi eno zanimivo knjigo oziroma več zanimivih knjig in je ustanovitelj Somatic Experience oziroma te prakse zaznavnega čuta. Da vsem, ki se ukvarjate z osebno rastjo, vam zelo priporočam, da malo raziščete njegovo delo, zelo zanimivo, predvsem tisti, ki se mogoče spopadate s travmami. Kaj je torej sploh disociacija in zakaj se disociramo? Disociacija pomeni, da se nekako oddaljim, odtujim od svojega telesa. Kako se to odraža v naših komunikaciji? En izmed kazalcev disociacije je to, da se v bistvu zatekamo v neke interpretacije in se sploh ne zavedamo, da si določene situacije interpretiramo. Se pravi, izgubimo stik z observacijo, izgubimo stik z neko prisotnostjo. Spet, če govorimo o observaciji, kaj pomeni observacija? Observacija pomeni, da znamo v bistvu razlikovati med tem, kaj bi kamera dejansko posnela ali pa nek zvočni zapis dejansko posnel, ko smo v nekem dialogu, v neki situaciji. In zakaj potem pride do te disociacije? Disociramo se torej od telesa, zaradi tega, ker se v telesu odvijajo določeni procesi. V telesu se v bistvu sprožajo določeni občutki in energija občutkov je lahko zelo intenzivna. In ker je ne znamo shendlati, ker se nismo učili te čustvene inteligence, ker se nismo nikoli učili v bistvu obvladovanja naših čustev, je najlažje se potem odrezati od telesa in se potem zaklenemo v glavo, ta svet nekih interpretacij o tem, kakšni so drugi, kakšen je svet. Dostikrat se tle potem v tej disociaciji pojavijo mišljenjski vzorci, ko so potem, da obtožujemo druge, obtožujemo sebe, okrivljamo druge. Skratka, to so te neki standardni šakali, miselni procesi, ki jih poznamo z vidika nenasilne komunikacije. Tako da na nek način, vsakeč, ko smo v bistvu v tem obtoževanju sebe ali pa drugih in sveta, smo nekako disocirani od telesa. Smo nekako oddaljili, se je začel že ta proces disociacije. Če pogledamo, kaj pa je potem ta zamrznitev in kako se lahko to kaže v naših komunikacijskih odzivih. Zamrznitev se pa največkrat pojavi, recimo to jaz velikokrat opazim, tudi ko delam kot trener, bodisi v osebnih odnosih, bodisi na kakšnem delovnem mestu, ko se recimo nadrejena oseba povzdigne nad nekega zaposlenega, mogoče povzdigne glas, da nečesa obtoži in ta podrejena oseba ne more sploh spregovoriti. Pride do takega krča oziroma zamrznitve. Tudi če bi ta oseba hotela nekaj povedati, enostavno ne more. Tako da lahko tudi pri sebi opazite, kdaj se vam sprožajo te vzorci. Koliko ste zares v nekih interpretacijah, koliko znate v bistvu razlikovati med interpretacijo in observacijo, koliko uspete v bistvu sestopati iz nekih nepodpornih načinov razmišljanja in interpretacij v stik s telesom. Kako se počutite v telesu, še posebej v nekih stresnih situacijah. Ali pa vsakodnevno imeti neke take check-ine s telesom, kako se dejansko te počutim v mojem telesu. Kako je biti v mojem telesu, kaj se v mojem telesu dogaja. V vsakem primeru, tako kot pri disociaciji in pri zamrznitvi, gre za neke čisto naravne procese, ki so del travmatskega odziva. Tle se zdaj malo nanašam na delo tega Petra Levina. Vas res povabim, da preberete knjigo Kako prebuditi tigra, v bistvu zdravljenje travm. Zelo zanimivo in kako se v bistvu vse to projicira v naše načine komunikacije, v naše odnose. In ena izmed ključnih razlik, ki je plod mojega nedavnega raziskovanja in spoznanja, je, da travmatski odziv nima nobene veze s preteklostjo, nima nobene veze z preteklimi izkušnjami. Ampak tako kot Peter Levin razlaga, gre za spremembo znotraj našega organizma. Gre za to, kako smo se mi kot osebnost strukturirali. Gre za spremembo, ki se je zgodila znotraj našega živčnega sistema. To je v bistvu ta travma. Drugače, ta travmatski odziv je nekaj najbolj naravnega,
in je vkomponiran v bistvu v vsakem sesalcu oziroma v večini sesalcev. Zdaj, če pogledamo travmatski odziv, iz česa je sestavljen, tle govorimo o 4 stopnjah. In poanta travmatskega odziva je, kako se lahko spopademo z določeno grožnjo. Z določeno zunanjo grožnjo, recimo, ne. To je lahko čisto nekaj preprostega, v živalskem svetu je lahko grožnja, kot recimo, ne, če imamo antilopo, odnos med antilopo pa levom, ne, ko antilopa zagleda leva, v bistvu lev predstavlja za njo grožnjo. In v tisti situaciji, kaj se zgodi, bo prišla v stanje neke globoke prisotnosti, močne prisotnosti. Organizem te antilope bo začel akumulirati ogromno količino energije. Živčni sistem bo začel akumulirati ogromno količino energije in potem bo nastopila za to fazo tega vzburjenja oziroma razburjenja, tega alertnessa, te prisotnosti, bo nastopila naslednja faza, ki bo zakrčitev. In ta tunnel vision. To se dogaja vse, podobni simptomi se dogajajo tudi pri ljudeh. Lahko tudi s povabimi, lahko pri sebi tudi raziskujete. Se pravi, pride do te zakrčitve, v drugi fazi pride do zakrčitve. V bistvu vse zunanje distrakcije se nekako odmaknejo in ves fokus imamo samo na grožnjo. To je tudi mogoče, ne vem, če smo kdaj v gozdu in vidimo kačo, recimo, so vse v bistvu, celoten naš fokus, celotna naša percepcija se usmeri v tisto kačo, v tisto grožnjo. V tej drugi fazi se tudi v bistvu, telo se zakrči, mišice se prekrvavijo, sprostijo se tudi drugi hormoni, skratka, telo se začenja pripravljati na ta odziv boja ali pa bega. In vsa ta energija, ki jo živčni sistem akumulira, to gre dostikrat za ogromne količine te energije, služi temu, da smo mi lahko spopadli, ali pa če govorimo o tej antilopi, da se bo lahko spopadla z grožnjo. Se pravi, ali da bo zbežala, največkrat antilopa zbeži, ne, ali pa da se potem, da gre v boj. In recimo v tem primeru, če potem ta antilopa zbeži, je to energijo v bistvu sprostila in porabila za beg, recimo da je uspešno zbežala. In se potem lahko povrne nazaj v ravnovesje. Tle je potem zelo zanimivo, kaj se pa še naprej dogaja. Lahko pa, ker živali, ki so v nekem ravnovesju, in tudi ljudje v bistvu, ne, znamo v bistvu sproti sproščati to energijo. In tle govorimo o tresenju. Se pravi, kadarkoli smo soočeni z neko grožnjo in se naš organizem odzove z akumuliranjem energije, v bistvu s tem šokom, z to zakrčenostjo, je nek naravni proces, da to energijo lahko sprostimo in se povrnemo v ravnovesje. Težava je pa v tem, ker se dostikrat pri ljudeh, še posebej, ko se soočamo z neko grožnjo ali pa nekim stresom, daljše časovno obdobje in smo prisiljeni se soočati s tem stresom in s to grožnjo. Čeprav v takih okoliščinah, tukaj govorim recimo o nekih zlorabah, čustvenih ali pa fizičnih zlorabah, ko smo bili kot otroci ali pa vse tudi kot odrasli, ne. In naš živčni sistem akumulira enormno količino energije, da bi se spopadel s to grožnjo. Ta grožnja pa še vedno prisotna. In potem dostikrat te energije ne sprostimo. In potem ta energija, ta življenjska, vitalna energija, ki bi nam v bistvu pomagala se spopasti z neko grožnjo, z nekim napadalcem, se sprevrže. In tukaj govorimo v bistvu o prisotnosti travme, o začetku travme. V bistvu ta življenjska, vitalna energija, ki bi nam v bistvu pomagala se spopasti z grožnjo, začenja v bistvu delovati proti nam, se uklešči znotraj našega sistema. In zdaj, ker živčni sistem nima pač oči, ne, on zaznava, da grožnja ni več prisotna takrat, ko se je ta energija sprostila. In zdaj, če se ta energija ne sprosti, živčni sistem še vedno zaznava, da je grožnja prisotna, tudi če je ni več. Se pravi, to pomeni, da lahko, tudi ko se stres preneha, ko se neka situacija, v kateri je prisotna ta grožnja, ko se preneha, če mi te energije ne znamo, nismo odvedli, ne znamo sprostiti, bo živčni sistem še vedno zaznaval, da je grožnja prisotna. In bo še vedno kopičil, še naprej bo kopičil to energijo, s katero bi se rad spopadel s to grožnjo. In potem je nekaj te energije toliko prisotne v telesu, da nastopi potem ta tretja faza disociacije. Ker je pač preveč intenzivno, v telesu je pač preveč te energije, da bi jo lahko handlali. In se potem v bistvu oddaljimo stran. Podoben fenomen te disociacije je tudi, in v bistvu disociacija je tudi na nek način
življenjskega pomena. Disociacija nam lahko tudi pomaga, da v določenih situacijah, ki so res travmatične, kot kakšne nesreče, ko smo, ne vem, če si pač fizično poškodovan, ti pomaga, da se v bistvu odtujiš od telesa in da v bistvu si v neki taki sanjavosti, da v bistvu ne zaznavaš, ne čutiš telesa. To je neko tako stanje šoka, recimo. Tle Levin pravi, se mi zdi zanimivo, da nam mogoče ta disociacija pomaga tudi pri tem, da lažje oziroma bolj v miru umremo, ko smo v neki res tragični situaciji. Da ne čutimo več toliko te bolečine. Podobno spet, če se vrnemo na ta živalski svet, če potem ta lev ujame antilopo, se bo antilopa nekaj časa borila. Bo porabljala to življenjsko energijo za boj. Ampak po neki fazi, ko ne bo več mogla, se bo pa začela disocirati. In potem nastopi še zadnja faza, ki je zamrznitev. Spet, če pogledamo pri ljudeh, zamrznitev se pa tudi zgodi, ker je preveč te energije prisotne, da bi lahko handlali, se potem ta energija zamrzne. In potem imamo v bistvu kot ljudje, ki pač skozi svoje življenje nekako soočamo s takimi situacijami, s takimi in drugačnimi, gremo skozi take in drugačne travmatske dogodke, se znajdemo s tem, da imamo ogromne količine te v bistvu vitalne življenjske energije ukleščene v našem telesu in se ta življenjska energija sprevrže oziroma predstavlja grožnjo. In zato je veliko ljudi, ki so šli, oziroma ki smo šli skozi neke travmatične izkušnje, potem razvijamo različne simptome travme, ki so potem dostikrat tudi zelo kompleksni. In to se potem seveda odraža v naših komunikacijskih odzivih, v naši komunikaciji. In tukaj recimo zelo zanimivo, navaja par simptomov travme. Eno je to recimo hiperaktivnost, hiperbudnost. Drugo so lahko kakšni prebliski, flashbacki, izjemna občutljivost, to je tudi dostikrat prisotno pri ljudeh, smo res potem ful občutljivi, preobčutljivi. Nihanje razpoloženja, depresija, nespečnost, odtujenost, odmaknjenost. Skratka, različni simptomi se potem razvijajo kot posledica. In potem, če pogledamo, kako s tem kopamo, s to ukleščeno energijo na tak način, da se v bistvu oddaljujemo od telesa. Je pač neprijetno, ker ni varno biti v telesu. In tle, znotraj naših komunikacijskih odzivov, tako kot sem že na začetku omenil, se to potem odraža na način obtoževanja, na način projekcije. Pravi, določena naša čustvena stanja, ki jih ne znamo shendlati, jih potem v bistvu projiciramo na drugo osebo. Nekoga obtožujemo, da so oni krivi za to, ko se mi počutimo. Medtem, ko kar hočemo s tem reči, je, da v bistvu v prisotnosti neke osebe znotraj nekega odnosa se v nas sproža ta življenjska vitalna energija. In dostikrat ta energija, ki je vitalna, najde mogoče se kanalizira na začetku, lahko tudi in jo zaznavamo v obliki jeze, zamrznjena jeza, v obliki nekega strahu, v obliki nekih občutkov, ki jih mi zaznavamo kot neprijetne. In tukaj se mi zdi potem pomembno, da začenjamo v bistvu spreminjati odnos do tega temnejšega spektra naših občutkov. Ker je odzadaj za temi občutki ujeta vitalna življenjska energija. In kje je potem rešitev? Rešitev v tem, da začnemo to energijo sproščati, da se zavemo teh mehanizmov, da v bistvu začnemo zaznavati, kako se naš živčni sistem odziva. In tukaj, če povem recimo svoje izkušnje še, moje razumevanje, kako jaz funkcioniram, je bilo, da čutim neko jezo. Ampak potem sem skozi ta somatic experience, skozi to prakso tega somatic experience, sem šel kar skozi nekaj sessionov, pač 1 na 1 z enim tem terapeutom, sem začel v bistvu ugotavljati, da se v meni pojavlja ta zamrznitev. In se nekako, moja izkušnja je, da mi je šla tle iz diafragme, se mi je kar sprožila gor, v grlo in v čeljust in se mi je tako v bistvu dogajal tak krč. In potem sem skozi različne seanse s tem terapeutom se začel v bistvu razpoznavati, tle se zgodi ta zamrznitev, tle se v bistvu odtujim. In sem mi počasi začel proces sproščanja te energije skozi tresenje. Tle je velikega tresenja prisotno, vse to je moja izkušnja. Se pravi, rešitev oziroma razrešitev neke travme se zgodi skozi telo. Ne skozi neko racionalno razumevanje preteklih dogodkov.
travma ni povezana s preteklim dogodkom, ampak je povezana z energijo, ki je vkleščena v našem telesu. In zdaj, če se tle še navežem na to zadnjo tezo, ta pobeg v te duhovne prakse in duhovnost, to je na nek način še globlja disociacija, ker nam je mogoče tako težko biti v telesu, se potem v bistvu začnemo zatekati v razne duhovne prakse, v razne duhovne svetove. Spet ne pravim, da je karkoli s tem narobe. Ampak so te pobegi iz mojega vidika so v bistvu neki coping mehanizmi, ker ne znam, ker ne morem biti v stiku s telesom, ker me toliko nekih stvari trigira, ker sem toliko občutljiv. Ne morem tle funkcionirati, potem v bistvu pobegnem v te svetove, te čudovite duhovne svetove, ekstaze, nekih čudovitih bitij, angelov, nadangelov, o neke meditacije globoke. In spet, te svetovi so čudoviti, tudi jaz sam se poslužujem teh praks. Se mi zdi pa problem, če rata to, če začenjamo te svetove poveličevati, če da so bolj pomembni od te fizične realnosti, če se začenjamo v bistvu zatekati vse te možne meditacije in prakse, ker enostavno ne znamo živeti s tem svetom in v tem svetu, ne znamo biti tle angažirani in aktivni. In zakaj ne znamo biti? Zato, ker nam je težko biti v stiku s telesom, ker nas stvari trigirajo. In moja izkušnja je, da v bistvu s temi duhovnimi praksami bomo težko, oziroma vsaj jaz recimo, nisem uspel sprostiti te energije. Mogoče si lahko malo pomagam to umiliti, malo ohranjati nek balans, ampak zares, da bi v polnosti sprostil to energijo, ki je vkleščena v mojem telesu, s pomočjo zatekanja v te duhovne razsežnosti in prakse, vsaj po moji izkušnji to ni bila rešitev. Rešitev je v bistvu delo s telesom, delo z živčnim sistemom, v bistvu. Spoznavanje, kako se organiziram, kako sem se organiziral kot osebnost. In to dostakrat ni enostavno. Tudi si to priznate, recimo, še posebej, ker smo zelo pametni, ki smo imeli neka globoka duhovna izkušnja in si mogoče že celo misliš, da si zdaj že nekako prebujen ali pa razsvetljen ali ne vem, kaj si folk vse misli. Potem, kako iz tega se stopiti čak v telo in v observacijo in se sidrati v to observacijo. Moja osebna izkušnja tudi teh duhovnih svetov, jaz se bolj nanašam na te šamanske prakse razne, je, da gre v bistvu za nek refuge, za neke svetove, kamor se lahko pomaknem, kamor lahko pobegnem. Včasno, ko mi je težko handlati to fizično realnost, da imam nek tak refuge, neko tako varno zavetje. In z tega vidika se mi zdijo te neke duhovne prakse, joge, vse te stvari se mi zdijo super. Težava pa je v tem, če ne morem funkcionirati in ne morem iti skozi dan, če nimam zjutraj 3-urnega rituala, čantanja, razgibavanja, dihanja, meditacije. To se mi zdi pa potem v bistvu neka ovira. Tako da evo, to je toliko o tej tematiki, to so seveda moji pogledi, moje izkušnje. Upam, da vam je ta video kakorkoli prišel prav. Še enkrat vam polagam na srce, če vas zanima ta osebna rast, če vas zanima to neko zdravljenje, pa res priporočam ta Somatic Experience Petra Levina.